Dragi gledalke in gledalci televizije Exodus, smo v velikonočnem času in smo povabili gospo Anico Durič, ki je medicinska sestra in pa tudi predstavnica Martovske dekanije v nadškofijskem pastoralnem svetu. Anica, dobrodošla. Dober dan, pozdravljeni. Pogovarjali se bomo o najlepši, pa tudi o najtežji temi obstajenju. No, in smo hvaležni gospe, da je ta izziv sprejela. Prvo vprašanje, gospa Anica, je: Kristusovo obstajenje je središčna resnica krščanstva. Kako vi ta praznik obhajate letos, ko smo v letu vere? Torej, praznovati pomeni stopiti v dogodek. In velika noč zame pomeni praznik odrešenja. In če človek hoče praznovati, stopiti v dogodek, mora čutiti z dogodkom. In v tem letu vere posebej tudi nas je papež že prej nagovarjal k temu ravno, da začnemo z novim čutenjem Kristusa, z tem osebnim odnosom do Kristusa. In v to nas tudi, ob tem v bok je stopil tudi slovenski dokument Pridite in poglejte, ki nas posebej še vabi v to novo pričevanje v Kristusu, novo čutenje, v osebno vero, v ta osebni odnos s Kristusom. To se mi zdi zelo pomembno in v mojem življenju jaz recimo to bližino iščem v kontemplativnih duhovnih vajah, ki jih zdaj delam. Človek v meditaciji postane bolj čuteč, bolj odprt, bolj dovzeten, sebe začne spoznavati, se vidi v svoji globini, kaj dejansko sam sebi nosi in kaj čuti. In v tem recimo, v tej molitvi te Bog začne nagovarjati, odkrivaš svoje skrivnosti, čutiš Božjo bližino, čutiš Božje darove. Se mi zdi bistveno to, da pride do tega osebnega srečanja s Kristusom, ko se te Kristus dotakne v konkretnih življenjskih situacijah, ko čutiš, da je Jezus resnično živ, in to se mi zdi bistveno za praznovanje, da začutimo to veselje nad življenjem, to, da Jezus resnično med nami živi in da v meni živi in da kamorkoli jaz grem, on v meni živi in iz mene deluje tudi. No, teologi pravijo, da je obstajenje zgodovinski dogodek. In kar je, kako to dejstvo, da je Kristus dejansko vstal in da so ga videli po njegovem obstajenju učenci, in to 40 dni se je prikazoval po Sveti deželi, kako to dejstvo ste vi vključili v vaš način doživljanja pa razumevanja velike noči? Torej ta zgodovinski dogodek, fakt. Enkrat v eni situaciji mi je prišlo spoznanje ob eni veliki noči, ko nisem pravzaprav nič doživljala, ničesar. Zdelo se mi je, kot da Boga ni. Takrat pa naenkrat stopi v ospredje to dejstvo, da je Kristus vstal enkrat za vselej in da živi. In da to dejstvo dejansko ni moč izničiti in da v meni karkoli se dogaja, Kristus vseeno je tukaj. On živi. On me osvobaja. Kljub temu, da jaz ne čutim, ne? Kljub temu, da se v meni nič ne dogaja. Kljub temu, da na nek način ne morem tako praznovati, kot sem si želela ali kot bi si želela. Ne? Kljub temu, da iščem to, ni. To je v bistvu zaverovanost vase in to je tudi največja ovira v čutenju in v osebnem odnosu do Kristusa. Ja. Vera v obstajenje ima tudi zgodovino v vsakem človeku. Ne? Ja. Če zdaj tako čisto vas osebno vprašam, kdaj je obstajenje postalo za vas osebno spoznanje in drža? Kdaj se vam to vprašanje o obstajenju prvič zastavilo? Če se kdaj spomnite kot deklici ali pa kot odraščajoči punci? Ja. Ker to so tematike, ki predpostavljajo neko zrelost pa odraslost. Ne? Kaj bi lahko rekli vi? Torej, če jaz pogledam svoje življenje nazaj, daleč nazaj, lahko, ko sem bila mala, morda sem hodila v prvi, drugi razred.
Moj oče je namreč bil grobar. Moja mama pa je v bistvu delala pieteto umrlega. Tako da sem v to skrivnost življenja in smrti bila od vsega začetka kot otrok že vpeta in se mi je zdelo to nekako kot del življenja. Ni bilo nekaj izven, ampak je šlo z mano, ne. In se spomnim, da sem enkrat očetu rekla, naj mi pokaže, kaj je v krsti. Kaj ostane od človeka, ne. In je res eno krsto odprl in v bistvu nič ni bilo noter. Šlar je bil, lasje, nohti, voda, nič drugega ni bilo, ne. In takrat se meni, na nek način sem prišla do zida, kjer več dalje ni bilo videti. Kot otrok si nisem mogla dati odgovora, nisem našla, ne. Nisem pa tudi z nikomor o tem govorila, se mi je zdelo to tako velika skrivnost, da me je bilo strah na nek način o tem razmišljati in spregovoriti. Ampak to doživetje je bilo živo v vašem življenju potem? To doživetje je živo, to mi še danes ostaja, kako sem že takrat na nek način iskala, kaj je bistvo mojega življenja, kam se nagibam, ne, kaj razmišljam. No, potem pa tudi, ko sem bila malo starejša, mogoče tam v 6., 7. razredu, takrat sem pa že z mamo hodila tudi okrog oblačiti mrliča, recimo, ne, in oskrbeti vso to okolje in to vzdušje nekako me je vedno nagovarjalo. Zdelo se mi je tako, da je vedno nekaj presežnega noter in da ta smrt ni končna, ni vzbujala strahu. Ampak dala je nek upanj, čeprav recimo jaz nisem imela nekih odgovorov, ali je to res vstajenje, takrat še ne. No, kako pa je to bilo v času, recimo, ko se je vas oblikovala osebnost, recimo, ko ste iz deklice prehajali v dekle, z neko notranjo gotovostjo, nekim notranjim spoznanjem, pa tudi že nekimi začetki dokončnih drž, kako je vprašanje smrti in življenja takrat se postavi, ne? Ker po eni strani mlad človek bujno raste, življenje se odpira, vi ste pa tudi bili v stiku z mrtvimi, ne? Kako je to šlo v vašem procesu odraščanja v eno celovito osebnost? Torej, morda bi malo nazaj šla, ko sem recimo prvič doživela to, da Jezus dejansko živi. Tam mogoče pri enih 15, 16 letih, ko sem se jaz odločila, oziroma sem šla od doma in sem se na nek način odločila, da te tradicionalne vere več ne bom tako živela. Mi smo recimo kot otroci hodili enkrat mesečno redno k spovedi, vse obrede in tako naprej. In takrat se je meni zdelo to, da je to za mene preveč in da bom to opustila. In ko sem šla od doma, v bistvu te drugo okolje vseeno malo postavi na realna tla in se reka, vseeno bom šla, ne. In potem se spomnim, da sem v eni spovedi tako močno doživela, da me Kristus dejansko nagovarja in da je tukaj, da me je osvojil. In ta želja potem po vedno večjem spoznavanju njega me je gnala v življenju naprej. In na podlagi tega hrepenenja po spoznanju Jezusa in po spoznanju same sebe v bistvu, ne, me je gnala v to, da sem si postavila neke temelje za moje življenje, kakšno naj moje življenje izgleda, kakšen naj bo moj mož, kako se v življenju obnašam, kako odreagiram v določenih situacijah, kaj so moje največje vrednote. In na drugi strani, potem, ko sem v službo prišla, pa ta direktno srečanje s smrtjo, ko človek v bistvu pred tvojimi očmi umre. Takrat pa je vsaka smrt skrivnostna na nek način, ne? In vsaka smrt te postavi pred dejstvo, kaj je onkraj smrti. No, recimo tukaj če skočiti, vi ste zdravstvena oseba, ne? Ja. Zdravstvo. No, in veste veliko stvari, kako se človeku pomaga, da živi, da preživi. Ja. In ta končni trenutek nekega življenja, ko recimo vaše znanje in vaša profesionalnost več ne šteje, kako smrt deluje? Deluje kot izziv za poglabljanje pomoči drugim ali pa kot neke vrste potrtost, ko človek doživi mejno točko v svojem profesionalnem delu? Ja, lahko rečem, da sem veliko tudi ožjih sorodnikov spremljala čisto na koncu, tik pred smrtjo, recimo svojega moža, svojo mamo, eno svojo sestrično, ki je bila tik pred tem tudi.
Težko bom zdaj to opisala, kaj se takrat dogaja, ampak nikoli v teh situacijah ni smrt predstavljala ne strahu, ne nemira, ne neke grožnje ali česarkoli, ampak je bil vedno prisoten en velik mir. Ta povezanost z življenjem se mi je zdela tako močna, da ta smrt ni imela pečata smrti, ampak dejansko se je v tem trenutku že začelo novo življenje. In kar se meni zdi bistveno v teh trenutkih je to, da ostanem mirna in da dejansko s svojo mirnostjo prinašam tudi temu, ki gre proti koncu ali proti novemu začetku, to mirnost in to življenje, da se to nekako pretaka ta sok, da se ne prekine in da tudi tisti, ki je v trpljenju, ki težko diha, ki ve, da se stvari iztekajo, da tudi tisti ima ta občutek povezanosti z mano in potem tudi po smrti ostane ta človek v tem notranjem odnosu, dejansko čisto živ in čisto blizu. In to se mi zdi bistveno v teh trenutkih. No, kako vi osebno ohranjate ta mir v takih zahtevnih okoliščinah? To je zelo težko. To je zelo težko, ja. Miren in imeti upanje, ko vidiš, da nekomu se življenje izteka, ne? Upanje življenje. Kako se to vas poraja? Je to sad malo značaja, ali je to sad molitve, ali je to sad nekega zaupanja v boljšo prisotnost, to, da je Kristus z nami, ali je to tudi bolnik, da nekaj signalov tega upanja, da se v tem trenutku pa le vse ne zalomi, da se ne konča. Kako bi to rekli? Kakšen je odnos takrat med vami in pa umirajočim? Torej, kako vzdrževati to mirnost in to pripravljenost, da si v bistvu direktno vezan na to smrt, ne? Ki ni enostavna, ker je to tvoj najbližji, ki ga imaš najrajši in ki ti v življenju veliko pomeni. In za enkrat... Tudi nekaj sebe umira tam, ne? Tako, del mene umira tam, ja. Jaz moram reči, da sem zelo zgodaj začela tam, mislim, da s 18 leti opravljati ignacijanske duhovne vaje. In da so mi te duhovne vaje odpirale eno razsežnost, ki je onkraj tega. In v teh situacijah, jaz se spomnim, ko je moj mož bil zelo bolan, sem v bistvu začela duhovne vaje v vsakdanjem življenju. In te duhovne vaje so mene tako močno zadele, tako so me nagovarjali. Kristus je bil tako blizu, da v danih situacijah trpljenja, tistih konkretnih dni, se mi je zdelo, da Bog živi in da v tisti sobi, ko je moj mož umiral, da je Bog tam tako prisoten, da je tako živ, da ni nobenega strahu, nobenih pomislekov, kakorkoli. Tako smo sožitju, složno, dejansko živela, vsi gibi, nismo veliko govorila, ampak vsi ti gibi, vsi dotiki so bili kot eno in so šli v bistvu novemu življenju naproti. In to moja drža, to iskanje Kristusa v vsakdanjem življenju, preko molitve in preko meditacije in preko teh kontemplativnih duhovnih vaj, to je tisto, kar meni daje novo življenje, da tako rečem, in ki me dviga iz te teme ali pa iz te smrti v življenje, ne? Kardinal Martini v eni svojih knjig piše o teh takih trenutkih, pravi, da to, ne, da kristjan v trpljenju, v mejnih točkah je sicer se zaveda, da preko tega sam ne more, ampak v njem pa je upanje, da je pa nasprotni pol, se pravi pri umiranju življenje, da je pa življenje pa le močnejše od tega umiranja. In da je to tisto gibalo oziroma tisti vzvod, ko potem veselje do življenja pa tudi vera v Boga, pa tudi vstajenje nekako dobi nov zagon. Kako pa to umirajoči sporočajo? Da vi ste oseba, ki ste bili pri več smrti z nami, ne? Ja. Torej,
so ljudje, ki sem jih tudi že prej spremljala. Preden pride do tega zadnjega trenutka, da dejansko vidi tudi umirajoči, da se stvari iztekajo, mogoče kakšen teden prej, je še veliko tega strahu. Teden prej? Ja. Tako zgodaj, tako pozno? Ja. Še je veliko tega strahu. Spomnim se recimo moje mame, ki me je vprašala mogoče teden pred tem, ker je bilo tudi zelo strah, kaj bo, ne, in te črne misli so jo preganjale. Pa se spomnim, da sem ji takrat rekla, da smo mi kristjani in da onkraj smrti ni trpljenja in da je tam veselje in da se moramo tega veseliti. Pa mi je takrat rekla, pa ti to verjameš? Sekaj, ja, mama, jaz to verjamem. In v tistem trenutku se je tudi ona umirila. In nehal je tisti strah in v bistvu je, potem je sestra tudi razlagala, kako je v miru prenašala to bolezen, potem je postala tudi nezavestna. Ampak ta Božja prisotnost, ki je tam, to daje tudi umirajočemu mir. Vem, da je moj mož rekel, jaz sem čisto miren, čisto sem pripravljen, ne, stopiti onkraj, ne. In v tem miru tudi to trpljenje, ki ni bilo lahko, dejansko je bilo težko, ampak to trpljenje je imelo smisel. To trpljenje je bilo že odrešenje, je postajalo odrešenje. In se mi zdi, da veren človek ima veliko moči v tem in veliko upanja, takrat, ko je najtežje. No, zdaj se opisali živo mamo, pa moža, to vprašanje, ali to verjameš, da je to bil res eno globoko sporočilo, ki je postalo v njej resničnost. Tako, ja. Ona verna žena, ampak zgleda v tistem strahu, v tistem trenutku je začutila, da ni izhoda ali da nima moči in da je ta strah močnejši. In ko je dobila to sporočilo, se mi zdi, da je to Božje sporočilo, ne? Ko je začutila to... Je to jedno globoko spoznanje, ki mu sledi tudi ena odločitev. Kaj bi to bilo, recimo, iz vaše izkušnje, kako to razumeti? Ker je spoznanje, ker ste rekli, vi ste rekli, da smo v Božjih rokah, ne? Tako. To je miselni pristop. Ja. Sedaj od tega, da to postane potem moja drža, ne? Ja. Kaj je tukaj potrebno? Tukaj je potrebna osebna izkušnja, milost, ali je to neka odločitev za nov način biti kot umirajoči? V mojem primeru, mislim, kako jaz doživljam? V primeru mame, ali pa recimo, kako vi to razumete? Na osnovi teh izkušenj, ki imate od teh zadnjih trenutkih življenja. Ne? Kako razumem jaz, kako pride do tega preobrata, da... Kako bolnik pride do tega miru? Kako pride do tega miru? Jaz mislim, da mi, ki hodimo k njemu, prinašamo ta mir. Da jaz ta mir prinašam. Če jaz v sebi nosim mir, potem mu tudi ta mir prinesem. In jaz velikokrat rečem, poglejte lepe stvari v tem trenutku, kaj se dogaja. Ni vse tako težko. Je težko. Je trpljenje, je bolečina, je veliko takih situacij. Ampak je v istem trenutku tudi nekaj lepega. Da recimo zmoreš si še obrisati obraz, da se zmoreš, napiti ali najesti, ali da lahko še govoriš v tem trenutku. V vsakem trenutku je en trenutek upanja tudi, da zmore. Ne? In potem se mi zdi, da to spodbujanje k življenju, k temu upanju, daje tudi njemu upanje. Ja. Sedaj, gospanica, bi lahko našim gledalcem malo opisala recimo to dejstvo. Apostol Pavel pravi, da je naša osebna vera in skupna vera iz oznanjevanja. To pomeni, da mi rastemo to, kar ste rekli, iz sporočila, ki ga dobivamo. Potem vprašanje pa je, kako je vam pomagalo, kaj je vam pomagalo, katera zvrst oznanila, sporočila ali pa krščanskega nauka. Je to bilo pri verouku, je to bilo življenje v družini, ali so to bile pridige, ali mladinska srečanja, ali prijateljstva, potem imeli ste meditacije, potem molitev, obredi. Kdaj so se ta spoznanja o vstajenju nekako najbolj prečiščevala? Ko ste vi v teh stvarih recimo napredovali v smislu, da je to bila zmeraj večja gotovost, ne? V moč življenja, v zmago, Kristovo zmago nad življenjem. Ali to bo verouk, ali so to pridige, ali zakramenti, ali...
v bistvu vse to, kar ste našteli, pomaga meni osebno v rasti te vere. Mogoče bi izpostavila par stvari. V rosnih mladih letih, ko sem začela službo v Mariboru, je bila v župniji Magdalena ena izredno velika skupina mladih ljudi. In tam smo imeli tudi mladinsko skupino, svetopisemsko skupino, kjer smo res tako v enem prijetnem, dobrem vzdušju iskali ta bistvena vprašanja človeka na odgovor smrti, življenja, to, kako vrednote postaviti v življenju, kako se odzivati. Istočasno pa sem jaz spoznala tudi mojega moža, ki smo se o tem veliko pogovarjali. In to je bilo meni izredna velika pomoč, da je Kristus v meni zaživel kot prijatelj. Da sem ga lahko, da sem prišla na odnos s ti, da je on bil meni nasproti in da me je dejansko spremljal tako, kot sem. Potem zakramenti kot taki, recimo spoved je vedno trenutek odrešenja. V vsakem primeru se zgodi to odrešenje in to čutim tudi, to odrešenje, kako v meni to deluje, kako se v meni obrača ta zaverovanost vase. Spomnim se enega trenutka, ko sem bila v življenju čisto na tleh in ni bilo nobenega čutenja, nobenega smisla več. Nič nisem videla okrog sebe, nič doživljala. Pravi pekel se mi je zdel, da ni več izhoda. In sem potem recimo šla k spovedi in sem to tam razložila, to situacijo. In takrat se je zgodil Emaus. To, v bistvu moja zagrenjenost ali zaverovanost vase je bilo to, da sem bežala iz Jeruzalema. Ne? In spoznanje tega, to doživetje, da se me je Jezus dotaknil v tej spovedi, ne, je v meni prebudilo tako veselje in tako gorečnost, kar pomeni, da sem se obrnila iz tega Emausa v tem spoznanju nazaj v Jeruzalem, nazaj k viru odrešenja, k življenju, k Jezusu samemu. To se mi zdi, da mi zakramenti v tem smislu pomagajo. Gotovo mi tudi meditacije najbolj pomagajo. Ne? Duhovne vaje so tiste, s katerih jaz v bistvu živim. In jaz lahko rečem, da iz dneva v dan to vedno bolj čutim, da je to tisto, kar mene odrešuje in kar me dviga. In to je tisto, kar poglablja mojo središčno os verovanja in življenja. Pa v meditaciji, a je to trenutek iskrenosti pred Bogom, a je to trenutek poslušanja svoje vesti, ali je to trenutek navdiha, recimo, Svetega pisma, a je to takrat, ko v meditaciji človek prosi za milost, ki jo želi, ne, kot pravi Ignacij, v smislu, da to, kar je predmet meditacije, recimo večje zaupanje v Božjo prisotnost. Ne. Takrat se človek razpoloži, ne, da bi videl, kje je Bog dejansko prisoten. Ne. Se pravi, da so vse neke kritične ali pa hiperkritične prvine nekaj bolj v odprtosti pričakovanju, kot pa v nekem kritičnem odbijanju zadeve. Ne. Meditacija za vas je vse to po malem, ali je pa imate kakšno področje, kjer je to način, kako vi vstopate v nova življenjska prostorja. Enostavno se zberete in se nekaj velikega zgodi. Torej, meditacija je vse to, kar ste vi prej našteli tudi, ne? Kaj mene v meditaciji najbolj nagovarja, je to, da pride do srečanja. Da uspem, recimo v teh kontemplativnih duhovnih vajah, kar je najtežje v bistvu, ne? Yeah. Da uspem izklopiti vse misli, vsa čustva, vsa pričakovanja, vse to, kar se mi dogaja, in da se osredotočim samo na to, da je Jezus tu in da on v meni živi in da jaz v njem živim. In to, da dejansko, to je zdaj težko razložiti, kaj se tu dogaja, ne? Ampak pride preprosto do tega srečanja, ko se te Jezus dotakne, ko začutiš to življenje v sebi,
ko se odpira nova obzorja, ko spoznaš svojo majhnost, ko greš v svojo globino in začutiš tam, kaj vse je še neodrešeno in česa vsega si ne upaš pogledati v svojo notranjost. Kaj vse vre iz tebe v tem, ko se v bistvu postaviš pred Boga. Ampak ko potem pa se le zgodi ta stik med to božjo drugačnostjo, presežnostjo, svetostjo, pa konkretnim delovanjem. Konkretnim življenjem. Življenjem, ne? Recimo, mi smo pred Bogom, tako ste rekli, ne? Z vso svojo majhnostjo, ampak potem pa le pride vprašanje, kako pa zdaj res ta veličastni trenutek pa le živim konkretno, kako naj to potem prenesem v konkretne odnose, v moje delovanje, odločanje, razumevanje, kaj vem, a je tu potem molitev, da se sprožijo te povezave med našo zavestjo in pa to novo prisotnostjo, ne? Ki gre za to, ne? Prisotnost, ki nas presega. Moramo pa najti neke stične točke, ne? Med tema dvema danostima. V bistvu te to srečanje samo prenavlja in ko ti greš v življenje s tem srečanjem ali s tem notranjim razpoloženjem, prideš pred človeka v odnos z z drugačnim razpoloženjem, z drugačnim čutenjem. Ga lažje sprejemaš tudi takrat, ko ga ne razumeš. Prideš vesel, odprt, čuteč. Človek ob tebi začuti, da ga sprejemaš. Spomnim se ene gospe, ki je nedavno bila pri meni cela razsuta, cela na tleh. Je rekla, jaz več nimam nobenega smisla, jaz več nič ne morem. In potem smo v bistvu začeli pogovor zgolj, da sem jo poslušala, da je začutila, da jo sprejemam, da je na nek način imam rada. In to človek začuti. In to se mi zdi ta povezava med mano in mojim notranjim življenjem in tem človekom, ki ga imam pred sabo. Pa isto velja tudi med menoj pa med mojim in Bogom. Ja, isto velja, ja. To je ta povezava, v bistvu Ja. Bog je odnos, ne? Ja, ker prehod iz transcendence v človeško razsežnost, ne, se mora dogoditi, ker drugače živimo razklano. Ja, drugače si nad oblaki, potem to nič ne pomaga. Če se ti to v konkretnem življenju nič ne pozna, če ti nisi nič drugačen, če imaš ravno tako težave kot vsi ostali, ki niso verni, ki nimajo te razsežnosti in ki tega ne doživljajo, se mi zdi, da potem je prazna naša vera. Ne? Potem to nima smisla, potem je to v glavi. Potem to ni dejansko živi Bog. Ne? Ja. Malo ste že govorili o teh zadevah, kako se to dogaja na ravni zakramentov. Mogoče, tukaj sem navedel upajilo, spoved, to so že rekli, potem potrditev, se pravi birma, ko so doživeli potem zakrament zakona, ste tudi že povedali, da se je tukaj spletlo res pravo prijateljstvo med vami in možem in to. No, sedaj, ko nizava ta področja, ki je človek odprt za vstajenje, mogoče, če pa prijava zdaj na bolj, povemo, vidno zunanjo stvarnost, to je lepota narave. Kako za vas lepota narave vam pomaga pri razumevanju pa poglabljanju v skrivnost vstajenja? Ko smo začeli te kontemplativne duhovne vaje, smo prvi mesec hodili samo v naravo. Za uro do 2 v naravo na dan, da smo z naravo čutili, da smo z naravo poslušali, da smo jo videli, da smo jo videli tudi globlje, da smo doživeli to prisotnost, to večno vstajenje, da tako rečem, to življenje, ki v naravi je prisotno, da začutiš to povezanost in da si ti del tega, kar pred sabo vidiš in kar čutiš. Ne? In da to prehaja v človeka. To prehaja v človeka, to doživljanje, ta narava, ta lepota enega cveta, enega lista, enega drevesa ali enega vala, ki v tebi sproži to valovanje življenja. Ali pa kot pravi Ošlak, ne, da jed je najgloblji stik z naravo. Ne? Tako, ja. Ja. Ker prije v nas. Ne? Ja. No, kako je to pomembno v vašem življenju? Zelo pomembno, ker to mi daje to odprtost, to čutenje. In če imam čutenje, potem imam tudi ta odnos dosti bolj pristen, dosti bolj je prežet s tem večnim življenjem tudi. Ne?
S tem, da Bog v meni prebiva. Če pa, spomnim se kot mala punčka, še morda nisem znala tako čutiti narave. Ne? In se preko duhovnih vaj res učila čutiti naravo, da se ti v bistvu v tem tudi razodeva to Božje vstajanje in to večno življenje. Se pravi, da gre za neko duhovno ekologijo. Tako, za duhovno ekologijo. Ne? No, v čem je ta drugačna od tem, povemo, javnomenske ekologije? Ko govorimo o onesnaženosti, v duhovnem svetu pa govorimo o odkrivanju lepote narave. Ne? In iz tega izvira skrb za čisto naravo. Ne? Tako, ja. Ne pa iz strahu. Tako, ja. Kdaj se je ta prehod nekako se zaznali, da imate en tako fin, pisen odnos do narave? Ja, mogoče 15 let nazaj. Takrat, ko sem recimo že nekaj let opravljala duhovne vaje, se spomnim enega prizora v Logarski, ko se celi dan ni nič dogajalo in sem prišla ven in pogledam tiste planine pred Savo in so bile tako žive, tako blizu, tako so se me dotaknile, da sem imela občutek, da je Bog vsej veličini stopil pred mene. A to, kot pravi judovski pisatelj Belov, pravi, da on živi v Ameriki, ne, in v enem svojih romanov opisuje, pravi, ko je šel prvič v Jeruzalem, pravi, najgloblje spoznanje, pa presenečenje je bilo to, pravi, da so bile zvezde tako blizu, da se lahko z roko prijel. Ja. Da je to bilo nekaj kar pravi, je mene pa mojo pesniško, umetniško naravo tako nagovorilo, da sem skoraj nehal pisati. Se pravi, ta odnos do narave je bistvenega pomena tudi pri razumevanju za vstajenje. Kaj pa kulturno okolje, pa običaji, pa vse to, kar je povezano recimo z upanjem velike noči, recimo blagoslov jedi, potem pa priprave doma v družini, da se stvari uredijo, počistijo, pripravijo. Kako pa je to bilo tudi prisotno v vašem življenju? Gotovo, to je bil, če se spomnim iz otroških let, je bilo vedno, za veliko noč je bilo treba vse počistiti okoli in še spovedi smo šli, tako da smo v bistvu to presežnost ali to novo življenje tudi na nek način zunaj pokazali, ne? Da smo vse uredili in da se lahko v tem pričakovanju novega. Ne? Ja. Kar se pa tiče moje osebne izkušnje tega praznovanja v družini, pa se mi je zdelo to vedno tako skrivnostno in tako človek rabi praznik, ne? Rabi praznovanje in da praznik je lep in da dobi svoj smisel, rabiš neke pripomočke, neke stvari. In se mi zdi, da ta priprava tudi zunanja pomaga človeku tudi znotraj, da doživiš te simbole in da se te dogodki teh recimo velikih 3 dnevja dotaknejo vsej polnosti. Preko simbolov tudi in potem preko teh blagoslovljenih jedi. Jaz se spomnim, da smo se doma z otroci velikokrat pogovarjali, nismo samo šunke naredili, ampak smo tudi pekli jagenjčka. Ne? Prav simbol takrat, ko je Kristus živel, da smo tudi to podoživeli in smo se o tej zgodovini odrešenja z otroci pogovarjali in bili so navdušeni, da se je to takrat dogajalo in kaj to v nas povzroča, da v bistvu je to praznik odrešenja, praznik veselja, vstajenja, življenja in da vsi ti simboli k temu tudi pomagajo. Ne? Če lahko vprašam, kako vi stojite pred enim simbolom? Simbol po grškem pomeni neka stvar, ki pred mnoj leži, stoji in mi govori. Ampak jaz dajem vsebino. Ona mi samo nakazuje. On mi nakazuje, ja. Kako se to nekako otroška drža pred simbolom je občudovanje v smislu, da nekaj čuti pa ne ve povedati. Kdaj se je zgodil ta prehod, da je simbol tudi bil vir govorice, vir vašega izraza. Ko ste brali simbol, da ste tudi sebe predstavili drugim, pa najprej sami sebi, ne?
preko simbola. Ja. Ja. Moram reči, da se je to kar hitro zgodilo. Hitro, ko sem začela odkrivati sama sebe v bistvu tudi, ne, so me simboli nagovarjali ne samo v zunanjosti, ampak tudi v notranjosti. Kaj recimo hren, ne, če pogledam, koliko trpkosti nosi v sebi, ampak je rastlina, ki raste. Se pravi, da življenje v meni, kljub temu, da je včasih težko, raste in da je odprto, da prideš preko te grenkobe v to, da pride tudi do cveta in do listov, ne. Pogled na hren je bil izhodišče za en tak razmislek. Tako, ja. Recimo en simbol meni lahko tudi pomeni eno meditacijo, ne. To doživljanje, ne simbola kot takega samo, ampak bistvo, kaj se v njem skriva, kaj se v meni skriva pod tem simbolom, ne. Kaj jaz doživljam, ko sem v stiku s tem simbolom, ne. Sedaj pa prijo na bolj tako, povemo, področje, ki je za mnoge vir grenkobe, pa tudi celo nevere, to je trpljenje in stiska in mejne točke v življenju. Vi ste jih veliko doživeli ob smrti mame, potem moža in drugih težkih preizkušenj. Kako je v takih trenutkih vaša vera ostala živa, ko okoliščine postavljajo pod vprašaj smiselnost, ne? Se pravi, kako je po eni strani vera v vstajenje se krepila ob doživljanju trpljenja, pa ob prenašanju trpljenja, ne? Zdaj, kako to, da trpljenje z vsem svojim nesmislom ni prevladalo, ne, je sprožilo veliko vprašanj, prav gotovo, veliko dvomov, prav gotovo tudi veliko, povemo, trenutkov čakanja, negotovosti in vsega tega. Ampak nekje v globini pa je nekaj drugega še živelo. Ne. Kako vi soočite z življenjem? A je to trenutek, ko ste pred skrbnostnim stanjem v življenju, ali je pa to en način, ki ste si ga izoblikovali kot oseba, ki trpljenje sprejema na način, da postane vir odrešenja, ne? Ja, to je težko razložiti, ker stvari se dogajajo v bistvu sproti v življenju in takrat odkrivaš. Ampak bom poskusila na enem primeru razložiti, kaj pomeni stopiti onkraj trpljenja, onkraj žalosti ali onkraj tega, kar se ti zdaj dogaja. Pred kratkim ali pa pred 2 meseci, 3 sem dobila en izvid, ki ni bil dober za mene in je pomenilo, da moram iti na operacijo. Imela sem raka na dojki. In ko sem tisti izvid, jaz sem v bistvu izvid sama v roke dobila, in ko sem pogledala ta izvid, je bil trenutek resnice, bi človek rekel. Trenutek tega spoznanja, da je pa zdaj pred mano nekaj, kar sama še nisem doživela in kar ne vem, kako se bo razvijalo na nek način, ne. Ampak rabila sem par ur mogoče, da sem prišla preko te realnosti življenja, tega srečanja z to potjo, z neznanim, da sem začutila to v bistvu, da v meni je življenje močnejše in da v meni, da se me je Bog na nek način preko tega trpljenja dotaknil. In ko se te Bog dotakne, takrat dobi trpljenje moč odrešenja. In preko tega trpljenja postaneš še bolj živ, še bolj goreč in še bolj zavzet za to, da premagaš na nek način to trpljenje in da to ni končni stadij. Ne? Je. To izhaja iz notranje izkušnje ali je pa to dar v tistem trenutku? Mislim, da je to dar. Da nekaj izhaja iz notranje izkušnje, ne? Da imaš ti to, da te v bistvu Bog neprestano preizkuša in da ti preko preizkušenj daje spoznanja, ne? In da te v bistvu preko preizkušenj pelje tudi bliže sebi. Ampak v tistem trenutku si gotovo
toliko odprt, da se te ta dar dotakne. No, recimo v tem primeru je šlo za zdravje, ne? Ja, Zdravje ni v naših rokah, ne? tako. Pa je tudi v naših rokah, ne? Ja, veliko lahko naredimo. Ja. Ampak kaj se to dogaja v nas, ne? Je to toliko težje, ne? Je toliko težje, ja. Ker v sebi čutiš dinamiko smrti, ne? Tudi v sebi živiš moč življenja, ne? Ja. Zdaj, komu dati prednost in kako? In kako recimo bolniki preraščajo to dilemo, ne? Ali verjeti samo nekim ugotovitvam pozitivne znanosti, ki se v 90 primerih uresniči, ne? Ampak ni pa to totalna, gotovo totalno zapis smrti, ne? Ne? In ta manko, ne? Smrti, potem kako postane moč življenja. Recimo v osebi, ki se profesionalno razume na zdravje, ne? Jaz mislim, da zdravnike je zelo težko prepričati, da je neka stvar ozdravljiva, ne? Ker vedo, da ni. Mislim, da se to malo spreminja. Da zdravniki vseeno na nek način, tudi ko vejo, da stvar v bistvu ni ozdravljiva, ne, pustijo človeku možnost, da verjame v to, da je ozdravljivo. In ga na nek način tudi vzpodbujajo k temu, da naredijo vse, da je v bistvu to ozdravljivo. Kljub temu... To potem bolj zdravnikova osebna drža ali bo to sad njegovega študija? To gotovo ni sad študija. Mislim, da to ni sad študija, da je to drža posameznika vseeno. Jaz sem enkrat, zdaj že 25 let tega, recimo sem govoril z eno mlado zdravnico, no, pa sem rekel, kako gledate na bolnika, ne? Pa je rekla, pravi, za mene je človeško telo splet bioloških zakonitosti, pri bolniku je pa to splet bioloških zakonitosti, ki se je zapletlo. So se zapletle in če ugotovim, da lahko spostavim neki red, se potrudim, ne? Če pa nisem prepričana, da bi to lahko naredila, pa ga pustim, pa umre. Pravi, to je čisto ta pozitiven znanstveni pristop k človeškemu telesu, ki je najbolj komplicirano in je tudi največja skrivnost življenja, ne? No in kako potem zdravnik pa kljub temu si vzame to rezervo, je pa možno, da deluje pa še na drug način. Da človek odreagira na drug način, ne? Da ne sprejme zapisa smrti. Jaz mislim, da ti izkušnje to prinesejo. Da v življenju vidiš, da jaz recimo, če gledam mlade zdravnike, ne, imajo veliko manj prostora v tem, da bi pustili človeku to upanje. Medtem ko ti, ki so že nekaj dali skozi, ne, ki že imajo nekaj staža, ko so že začutili toliko različnih situacij in toliko različnih ljudi, kako so odreagirali in kako se je potem na koncu tudi izteklo, pustijo več te možnosti, da dajo človeku to upanje. Upanje proti upanju. Ne? No, sedaj, če to izkušnjo prenesemo recimo bolj na to etično moralno raven, zlo, pa moč zla, ki človeka ubija na tem področju upanja, ne? Recimo, na svetu je toliko, recimo, milijarda živi v revščini, lakot, ne? Tem 200 milijonov otrok skoraj umre kot otroci zaradi lakote, ne? To je strahoten podatek, ne? Potem, koliko je teh raznih hudobij, ne? Tako drugačno študirani, pa slučajnih to. Kako kristjan, ki veruje v vstajenje, se sooča s to obliko zla, ki je, pa ni oprijemljiva tako konkretno kot bolezen v telesu, ne?
je pa to zlo, ki uničuje človekov primarni optimizem. Ne? Kako vidite, da se danes človeštvo spoprijema s temi oblikami zla in kristjani, kako na tej ravni delujemo, povemo, tako da smo povod za neko odrešenje, da ne klonemo tem oblikam zla in da nas ne dotovčejo. Ne? Ja, na prvi pogled res tako izgleda, kot da je zelo močnejše od življenja. Ne? Ja. In da je situacija taka, da v bistvu ni izhoda in da ni upanja. Ne? Po drugi strani pa se mi zdi, da je v človeka vseeno položeno toliko tega hrepenenja po življenju, da v malih stvareh začuti drugačno vrednoto. V tem, da znaš nekomu prinesti veselje, da se nekomu nasmejiš, da se nekoga nežno dotakneš, da z nekom spregovoriš, ko gre mimo tebe. Kaj jaz vem, da mu pomagaš nekaj, res v drobnih stvareh, da se razveseliš sonca na nebo. Ne? V teh stvareh se mi zdi, da najprej najdeš to upanje in to onkraj tega zla in onkraj te teme, ki je, in v teh stvarih tudi kot kristjani bi mogli prinašati to luč in to vero v stajenje v življenje in da je dobro močnejše od zla. Da upanje v te zadeve, da je to neka univerzalna zakonitost v ljudeh, da to ni... To ni upanje je v človeka položeno. In da s tem moramo računati, da je to treba nagovarjati in kultivirati. In to je potem tudi ena odlična pot k veri v vstajenje. Ja, se mi zdi, da to nam kristjanom malo manjka. Tega veselja, tega žara nad vstajenjem, tega hrepenenja po življenju. Se mi zdi, da nam to malo manjka in da je tu... No, moj rektor v Rimu je bil Mehikanc, zelo navihan gospod, to je bilo še v času komunizma, ne? Pa je rekel, bi šel malo obiskati te dežele vaše, ne? Šel na Poljsko, ne? In potem nas je peljal, tudi šel skozi Slovenijo in potem so se vrnili, da se je peljal na večerjo v eno restauracijo tam, kjer so bi naj po izročilu ubili Julija Cezarja, ne? Pa ste rekel, dobro ste izbrali, zdaj greš na smrtni kraj Julija Cezarja, ne? Sedaj, ko ste prišli iz komunističnih držav, potem pa bi se rada besedo, ne? Pa smo tem se pogovarjali, pa ste rekel, pater rektor, kakšen vtis ste dobili med obiskom v tej državi komunizma, ne? Pa rekel, pravi, dobro, so drugačne, pač predeli sveta je drugačen, potem razvoj je večji kot recimo v Mehiki, pa manjši kot v Evropi. Gledano na splošno, pa so gostoljubni, ste gostoljubni, je rekel, pa tudi tako dostojanstveni, ampak opazil sem pa neko otožnost, ne? Pa kaj je to? To me nas vprašal, ne? Jaz sem rekel, mi smo tam zdrasti, to je ugotovilo, je točno, se je rekel, ampak zakaj je pa to bilo, to pa malo vi povede, kaj bi to bilo. Pa to je skrbnost, neka otožnost, in to, kaj se vi pravite, ne? Ni tega žara, ni. Ko da nas Kristus ni dovolj očaral. Kot da še nisi dotaknil žerjavica. Tako, ja. Ali pa, da se nekako ne upamo spustiti v to veselje. Kot da nas je strah te presežnosti, tega življenja, ki je v bistvu v nas močno prisotno, ne? No, kot da se ne zavedamo tega, no? Imate vi tukaj kakšno intuicijo, kako iz tega veniti? Ja, če ste me zdaj izzvali, bi... Zdaj, ko se pogovarjamo na praznik po stajenju, ne? Tako, ja. Se mi zdi, da je v slovenski cerkvi v samem vrhu zdaj res prišlo pravo spoznanje, s tem pridite in poglejte, ne? In teh 5 izzivov, ki je v tem dokumentu razdelani, se mi zdi res bistveni, da pridemo do tega veselja, do te nove očaranosti, do te neke
Zanosa, poleta. Zanosa, poleta, do novega odkritja Kristusa. V bistvu mi smo Kristusa zaprli v en okvir noter ali v cerkev ali kamorkoli, že v eno sobo, kjer molimo. V življenju se nam pa dostikrat to ne pozna, da je v bistvu Kristus življenje in da nosimo to upanje v sebi, ne. In se mi zdi, da to No, gremo kateri od nazaj. teh 5 izzivov se vam zdi tako nagovorno najbolj močan, pa tudi najbolj potreben? Dva se mi zdita. Drugi, recimo, ta poklicanost in poslanstvo in pot nazaj k izvirom. To se mi zdijo dve bistvene stvari. Da se jaz kot kristjan zavedam v življenju, da sem postavljena v ta prostor in ta kraj ne slučajno, ampak po Božjem načrtu in da ta načrt sprejmem in da se zavedam, da kot mati, kot sestra, kot človek, ki se kjerkoli pojavi, sem poklicana prinesti to življenje, ta izvir, ne. Zato moram iti tudi nazaj k izviru. Ne morem brez izvira, brez cilja, brez Jezusa Kristusa, brez te žive vode, ne morem biti v življenju poslana in poklicana, da bi to tudi pričevala na nek način, ne. Izviri, to je mišljeno predvsem evangelij, ne? Ja. Kaj pa recimo izročilo, krščansko izročilo v slovenski zgodovini? Ker kristjani v slovenski zgodovini smo bili tudi veseli kristjani, ne? Danes smo bolj obtožni, ne? Recimo, koliko beremo poročila iz prejšnjih desetletij pred drugo svetovno vojno, ne? Koliko si jaz informiran, da so to bili tako pogumni kristjani, ne? So šli v borbo za napredek, za pričevanje. Recimo, slovenski kristjani so bili prvi, ki so rekli, da totalitarni režimi niso naša prihodnost, ne? Zato so tudi trpeli, ne? Recimo na tej miselno-ideološki ravni, ne? Kot kristjani so tudi verjeli v to, da je kristjan na svetu zato, da pokaže moč evangelija, ne? In v tem smislu so tudi bili misijonsko razpoloženi, ne? So šli misijo, ne? To je naša cerkev, je misionarska cerkev, ne? Tako, ja. In v tem smislu to je tudi en vračanje k izvirom, ne? Kako se je vse to bilo, ne? In kako se je vse to odvijalo, tako da no, spet ta dva vidika so za vas ključnega pomena. Ja. Se pravi... Ker potem pride tudi do tega živega občestva, ne? Ja. Če greš iz izvira in se zavedaš poslanstva, ne? Stopiš v občestvo kot živi kristjan, ne? In se zavedaš tega svojega poslanstva in potem tudi čutiš s trpečim in stiskanim in si pripravljen odpuščati, ne? To so naslednji izzivi potem še. Zdaj, če malo pogledamo to, kar smo se zdaj pogovarjali, se pravi branje svoje odnotranjosti, potem odnos do lepote v stvarstvu, potem ta projekt Pridite in poglejte, potem izkušnja krščanska, ki je na nek način. Po vaše, kako je v vseh teh stvareh prisotna recimo neka sposobnost naslušati novo gotovost, ki nas popelje v prihodnost, ne? Ker zdaj ta kriza, to je pravzaprav pomanjkanje pogumnih korakov v prihodnost, ne? In tukaj treba nekaj narediti, to je ena kakovostno nov pristop moramo izdelati, ne? Tako se pogovarjali, ne? Ko človek stoji pred spoznanjem nečesa velikega, kako sedaj potem narediti, da to spoznanje postane vir delovanja in izboljšanja dosedanjega življenja, ne? In smo tu nekako na tej ravni. Bi takšen pristop k prihodnosti lahko imenovali tudi vero v vstajenje? Gotovo. Vsak pristop k temu, da pride do srečanja s Kristusom, ne? Da pride do življenja v tebi, je vera v vstajenje. Moja osnovna vera je vera v vstajenje. Če nimam vere v vstajenje in če ni tega upanja, da je onkraj smrti še nekaj, potem je moja vera prazna. Potem moja gorečnost ni več gorečnost, ne? Tako. Če nimam upanja,
da nam bo v konkretnem življenju lahko še boljše, potem smo že tudi ekonomsko mrtvi. Potem smo umrli že, ja. Potem ni več smisla. Tako, ni več smisla in nimaš več zakaj živeti. In zato verjamem, da marsikdo tudi v takih težkih situacijah pade. Ne? No, tu imam še eno vprašanje trpljenja smrti, to so že odgovorila, vprašanje trpljenja smrti. Potem pa še eno tako izzivalno vprašanje, zdaj, ko je pogovor stekel v vse smeri. Bi radi našim gledalcem in gledalkam odkrili še kakšen vidik na praznovanje Kristusove zmage nad smrtjo, se pravi na velikonočne praznike. Ja, rekla bi to, da se zavedamo tega, da Jezus nad nami ni obupal. In mislim, da tudi sedanji papež je rekel, da se ni naveličal odpuščati. Se mi zdi to bistveno, da se mi res zavedamo tega, da se vsak dan znova, kljub temu, da smo tako zabredli v tej svobodi, ki nam jo je dal, ne? Da smo tako daleč zabredli, da v bistvu včasih nimamo izhoda. Ne? Ampak kljub temu, on nad nami ni obupal in se vsak dan znova zgodi vstajenje v meni, ko presežem eno svojo slabost ali ko začutim neko stvarnost v sebi, ko začutim človeka poleg sebe, ko začutim življenje zunaj mene, se mi zdi, da se vsak dan znova dogaja vstajenje. In da je to tisto, kar se mogoče ne zavedamo in za čemer ne stremimo. No, omenili ste odpuščanje. Tukaj mnogi nekako izgubljajo pogum, ker do sprave še ni prišlo. To pomeni, da nekateri pač nočejo se spraviti z razno razlogov, ampak to ni za to vprašanje. Vprašanje je to, ali jaz, kadar odpustim, to tudi pomeni, da delam dobro, kljub temu, da nekdo ob meni tega noče. Kako nisem razumela? Da jaz, kadar odpustim, kadar se z nekom spravim, pa drugi tega ne sprejme. Kljub temu delam naprej dobro, tudi kljub temu, da ta tega noče. A je to v bistvu sprave? Mislim, je to za mene. Ja, gre za mene, ja. Jaz moram odpustiti. In v tem, ko jaz odpustim, v bistvu na nek način tudi dajem prostor onemu, ki mi na nek način noče odpustiti, ali pa se s tem še ni soočil. Ja. In mu tega ne zamerim. Mu tega ne zamerim. Dokler jaz ne sprejmem človeka v vsem tem, kar mi je recimo naredil, ali v čem ga ne prenesem na nek način, takrat nisem odpustila. Ja. Se pravi, v mojem srcu mora biti čisti odnos, da je ta človek spet ljubljen z moje strani, in da ga sprejemam, tudi če še on mene ne. Pa je, da v tem sprava vodi k praznovanju vstajenja, pa tudi vstajenje kot dejstvo je vir sprave. Gotovo, eno s drugim gre za to. Ja. No, to bi lahko bilo tako sporočilo. Zdaj smo nekako se dotaknili teh najglobljih virov, ki nam pomagajo, da to dejstvo vstajenja kot dar, pa tudi kot razodetje, ker kako je Kristus vstal, tega ne vemo. Tako, ja. Vemo pa, da v vstajenju smrt nima več mesta. Ja. Se pravi, da to pa je tudi resnica, ki je logična, pa tudi razodeta. In tudi skrivnost, ja. Ja. Zdaj, do kakšne mere je logična, to približno vemo, kako je pa skrivnostna, pa moramo odkrivati. Ja, gospa Anica, hvala za ta pogovor o vstajenju. Drage gledalke, dragi gledalci, tudi z vašim imenom se zahvaljujemo za to res prijetno pričevanje, prijeten pogovor o tem našem osrednjem prazniku Kristusovega vstajenja. Vse dobro. Hvala lepa in vsem poslušalcem in gledalcem tudi veliko veselja v življenju in hrepenenja po tem življenju. Hvala lepa.